10. dan šmarnic, ko zvemo, kdo je papež in kdo apostol, kdo ribič in kdo pastir. Peter se je v cerkvi pogovarjal z Jezusom in svojim nebeškim zavetnikom. Apostol Peter je malemu Petru pripovedoval svojo življenjsko zgodbo, kako se je srečal z Jezusom, hodil za njim in kako so ga ljudje imeli za norega, ko je v Jezusu prepoznal odrešenika. Mali Peter pa je povedal, da je župnik rekel, da cerkev imenujemo tudi Petrova barka in da je očka rekel, da bi bil župnik dober tudi za papeža. Sveti Peter je vprašal dečka: "Pa ti veš, kdo je papež?" "O, seveda vem," je bil samozavesten mali. "Papež je Jezusov namestnik na zemlji in ti si bil prvi papež." "Prav si povedal," je dejal Peter, "prvi papež. Zdaj pa povej, če bi bil vaš župnik lahko papež." "No, ne vem, zdi se mi, da se je očka le šalil, ko je tisto rekel." "O, seveda se je šalil, a biti papež ni šala, tudi biti duhovnik ni šala. Poglej, za Jezusom je šlo ogromno ljudi, a iz te množice nas je izbral 12. Imenoval nas je apostoli," ga je prehitel deček. "Tako je, apostoli, poglej nas, tamle smo," je sveti Peter pokazal z roko na steno, kjer je bil naslikan prizor zadnje večerje. "Takole nas je zbral k obedu. Mize, kot je narisana, seveda nismo imeli, a to ni pomembno. Rekel nam je: ta kruh je moje telo, to vino je moja kri. Vzemite, jejte in pite in to delajte v moj spomin." In vse do danes se ljudje zbirajo okrog mize, okrog oltarja, kjer se po duhovnikovih rokah in blagoslovu kruha in vina spremenita v resnično Jezusovo telo in kri. Fantič je dolgo in resno opazoval sliko zadnje večerje, preden je rekel: "Ko duhovnik pri maši reče, to je moje telo, pravzaprav predstavlja Jezusa med nami?" "Tako je pritrdil starček. Je pravi Kristusov namestnik, tako kot papež." "In mi, ki smo pri maši," je vprašal deček, "smo namestniki apostolov?" "Tudi to je res, kajti apostol pomeni poslanec. In vsi, ki smo krščeni, smo poslani, da oznanjujemo svetu, da povemo ljudem, da Bog je in da nas ima neskončno rad. Čeprav pravi nasledniki in namestniki apostolov so škofje in prvi med škofi je rimski škof. Glej, ko je Jezus vstal od mrtvih, mi je naročil, naj hranim njegova jagnjeta in pasem njegove ovce. In tako si iz ribiča postal pastir," ga je prehitel fantič. "Res je," se svetnik ni mogel ubraniti smeha. "Kdor se odpravi za Jezusom, mora biti pripravljen na vse. Apostol mora znati marsikaj, postati marsikaj, iti marsikam. Apostol Tomaž je šel v Indijo, Jakob v Španijo, jaz pa sem se odpravil v Rim in tako sem postal prvi rimski škof, papež." "Ampak zakaj pa je Jezus sploh potreboval namestnika?" je zanimalo fantiča. Ko je Jezus zaključil svoje zemeljsko delovanje, se je po vstajenju vrnil nazaj k očetu, v nebesa, a je še vedno živ in navzoč. Pod podobo kruha in vina je mali vse razumel, pri vsaki maši in neprestano v tabernaklju. "Tako je." "Zakaj pa so za teboj še drugi papeži?" "Ker sem tudi jaz zaključil svoje zemeljsko delovanje." "Aha, umrl si." "Tako je,
V Rimu. Veš, takrat so kristjane preganjali, jih mučili in pobijali. Pobič se je zresnil, a radovednost mu ni dala miru. Oprosti, Peter, za Jezusa vem, da je umrl na Kalvariji, na križu. Kako si pa ti umrl? Sveti Peter se je zravnal na svojem podstavku. Tudi jaz sem umrl na križu, le da sem prosil, naj me križajo z glavo navzdol. Zakaj? Zatajil sem Jezusa v njegovi zadnji uri. Nisem bil vreden, da bi umrl kot on. Starčkove oči so zopet pobožale fresko nad vrati. In križ, tudi pobič, se je zazrl v sliko. Čez čas pa mu je navihana misel zvabila nasmeh na obraz. Rekel je: Morda so te križali tako zato, Peter, ker si rekel, da ti je Jezus obrnil življenje na glavo, pa je želel, da še umreš tako, kaj? Fantič se je obrnil k apostolu, ki pa je že bil nepremičen, lesen kip. Živijo, otroci! 10. dan šmarnic je že tukaj. In danes smo v zgodbi slišali o apostolu Petru, ki je postal prvi papež. Pa vi veste, kdo je papež sedaj? No, da bi izvedeli o njem nekaj več, je katolik Link pripravil risanko, jaz pa sem poskrbela samo za to, da je sedaj jezik slovenski, da boste lahko tudi vi razumeli. Oglejte si jo, vaša naloga pa potem je, da zvečer zmolite za našega papeža en Oče naš. Bo šlo? Pa srečno, otroci! Gospod nas je blagoslovil z novim papežem leta 2013. Toda kdo je on in odkot prihaja? Kakšen je? Jorge Mario Bergoglio je bil rojen v Buenos Airesu v Argentini 17. decembra 1936. Njegov oče je delal na železnici, mama je bila gospodinja. Skupaj sta vzgojila Jorgeja in njegove 4 brate in sestre. Diplomiral je z področja kemijske tehnologije na Univerzi v Buenos Airesu. Potem pa se je odločil za spremembo in pri 21 letih vstopil med jezuite ter po letih študija in molitve postal duhovnik. Kot duhovnik je življenje sprejemal z obilico veselja, lahko je pomagal tudi drugim na toliko različnih načinov. Poleg podeljevanja zakramentov je bil učitelj, oporna točka mladih jezuitov in ja, do danes velik ljubitelj nogometa. Njegov najljubši klub je argentinski San Lorenzo. Po nekaj letih je postal provincial jezuitov, nato rektor semenišča. In če mislite, da je to veliko, ga je nato Bog poklical, da postane škof. In medtem, ko je kup njegovih obveznosti rasel, je vedel, da je najboljši način, da služi ponižno, da ostane blizu Gospodu v molitvi in da ostane zvest cerkvi. Njegova pot ni bila brez težav. Velikokrat je moral sprejeti žalitve in se soočiti z nestrinjanji, vendar prava ljubezen vedno zahteva žrtve. Smo menili, da vse to počne le z enim delujočim pljučnim krilom. Potem, ko so mu pljučno krilo odstranili kot najstniku, je vedel, da bo moral Sveti Duh dihati namesto njega. Po nekaj letih, ko je postal škof in je mislil, da je to velika odgovornost, ga je sveti papež Janez Pavel II. Postavil za kardinala, pomembno službo z vsemi mogočimi nalogami. Čeprav imajo nekateri čudne predstave o kardinalovem življenju, je zanj veliko stvari ostalo enakih. Živel je v preprostem stanovanju, kuhal je sam in uporabljal javni prevoz, namesto da bi imel svojega šoferja. Vedel je, da je najboljši način služenja tak, da ostane blizu ljudem, ki jih ima rad, tako da jih spremlja pri njihovih dnevnih obveznostih. In končno, če mislite, da je to veliko, ga je le nekaj let nazaj Kristus prosil, naj stori še en ogromen korak vere, da postane njegov predstavnik na zemlji, da da svoje življenje v službo vesoljni cerkvi kot sveti oče.
Težka prošnja, ni dvoma, toda kot vidimo, je Jorge zaupal Gospodu celo življenje, v slabih in dobrih trenutkih. Vedno je izrekal, da Gospod, in ni se ustavil sedaj. Tako je s srcem polnim vere sprejel klic, zapustil družino, prijatelje in domovino. Sprejel je novo ime, nov dom in novo poslanstvo biti papež. Vse za ljubezen do Kristusa in nas. Dober večer, dragi otroci. Vabim vas, da skupaj zmolimo še našo sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes smo v zgodbici spoznali, kako pomembno mesto imajo pri maši duhovniki, saj predstavljajo Jezusa med nami. Prosimo za naše župnike in kaplane, da bi se zavedali, kako sveto službo opravljajo in da bi jih imeli radi in da bi bili zanje hvaležni. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa lahko noč, dragi otroci.